Dobro jutro, dober dan vsem skupaj. Evo, po nekaj dnevni zatemnitvi mojega oglašanja se vračam nazaj. Ja, Klinc Klanc Piknik organizacija vzame kaj več kot 2 oziroma 3 dni, ko smo fizično tam. Je zihar 2 dni prej, pa tudi 2 do 3 dni pol še nekih dogodivščin. Ampak ja, kljub vsemu sem za vas za današnjo oddajo pripravil kar nekaj vsebine. Glasbo sem prepustil mojemu dizerju, da jo izbira za vas in za nas vse skupaj. V ozadju sem vam dal sličico moje linčice, pobalinčice, ki je včeraj takole na pol v dežju uživala. Mal dež, mal sonce, ampak ona se da takole, kot v džakuzi leži, ker plavati ne zna, ampak ohladila se pa je. Dobro, faza prebujanja je tle, množično se prebujamo ljudje, množično prihaja do prebujenja, kar se kaže tudi na moji, bom rekel, v bazi sledilcev. Nekako se mi zdi, da prihaja do neke ekspanzije, da ipak vse več ljudi nekako išče prave vsebine, niti ne več toliko informacije kot tudi, ja, ampak to neke vrste pogumljanje, neke vrste, ja, zgleda, da je treba na duhovnem nivoju nekaj narediti, da je nekaj v glavi zapoštimati, da zdaj samo kaj je narobe tu, kaj je narobe tam, pa tam je grdo, pa tam ustrahujejo, pa kaj bo jesen, spet še zmeri prihaja do mene, Matej, najhujše ba je, šele prihaja jesen, štala bo. Boja, za tiste, ki do zdaj niso naredili nič na sebi, ne? Kdor se do zdaj ni nič čistu, kdor se do zdaj ni izobraževal, kdor ni delal na sebi, na svojem lastnem, bom rekel, varovanju miru, odstranjevanju narcizma, prepoznavanju narcizma, bom rekel, poglabljanju v sebe, kdo kaj je. Se pravi, kdor ni nič na sebi naredil, ja, temu res bo vroče in tudi jesen zna biti vroča, ne samo poletje. No, ampak okej, sej zdaj kljub vsem ustrahovanju, kaj bojo, ne, naša vlada na dan državnosti zna izobesiti sam LGBT zastavo, torej ekipo najbolj predrznih posameznikov, umsko degeneriranih, tudi če se imajo za najbolj ranljivo skupino, ampak ta ranljiva skupina je ustvarila največ cenzure in tako. Tudi moji videi so bili brisani zaradi omenjanja te skupine, ampak kljub vsemu to je manjšina, je pa veliko več ljudi revnih, ki pa niso zaščiteni in tle nam je en pokazatelj, kje je država in tako. Ampak okej, pa naj bo. Mi vemo, da moramo delati na sebi in smo že konkretno nekateri v procesu nekaj dlje, nekateri nekaj manj, ampak okej, šli smo v proces čiščenja in izgradnje samega sebe v tej spiritualni vojni. In prav zaradi tega smo se dobili na pikniku, kaj ne, kjer nas je prišlo enih 40 iz cele Slovenije, noro, spontano, preprosto, vreme nam je bilo okej, pasulja je bilo dovolj, pa mislim, da ga bo dovolj tudi v prihodnje, ne bomo več kuhali pasulja, ne, je bilo dovolj, bomo preformatirali kaj drugega, tudi pice smo se matrali peč, vsak posebej, mislim, jaz se nisem matral se je tisti, ki je prvič te stvari probaval, super igrca. The best je, ker vsak prinese nekaj sabo, pa rata gromozansko velika paleta raznoraznih priboljškov, dobrot iz cele Slovenije, in hvala vsem, ki ste kakorkoli doprinesli v fizični obliki. Mnogi seveda niso mogli priti fizično, vendar ste bili z nami v mislih. Prav je tako, vse okej. Hočem reči, da tisti, ki smo se očistili, smo želeli nekako ljudem v okolici kaj pokazati, povedati, razložiti, vse pokomunicirati koncu, se ne pomodrovati. Jaz imam eno tako izkušnjo, ko sem 2-3 leta nazaj rekel človeku, stari moj, pa smo bila dobra frenda, se ko stari moj, nekaj sem gledal o ravni zemlji, stari moj, a veš,
da meni se zdi, da pa tlele okrogla pa ni. Ne, tle pa zdaj pa too much stvari, vsi ti flat eartheri pa to kozlanje, ja, ampak stari moj zgleda, da nekaj ni v redu. In majster me napade, vse vas flat eartherje bi dal na vlak pa do konca zemlje pa da dol padete. Ne? Tak je bil odziv in verjetno tudi vi poznate odzive, ko ste te ljudem rečete, ne se iti cepet, pazi, maske not good, pazi, ni to virusa, ni, to je laž na tega, to je manipulacija, to je wow, gre za nekaj večjega. No in smo naleteli na bom rekel, popolno in totalno ignoranco, na zanikanje, zavračanje, jaz ne vem kaj, vse smo srečali. In nekako smo ugotovili, da v lastnem kraju, v lastnem okolju nismo našli svojega sogovornika in smo nekako dobili občutek, da smo na tem planetu sami, da nismo od tle, da smo črne ovce, teoretiki zarote, kljub vsemu smo nekje srečali na družbenih omrežjih, podobno misleče in tako. Jaz sem se v enem momentu opogumil, pa sem rekel, ajde bom jaz o teh stvareh na glas govoril in pač bo kar bo. Niti pod točko razno si nisem predstavljal, da se bo začelo okrog te ideje graditi, bom rekel, neka sekta, bodo rekli, ne? Budale cerkniške bodo rekli, to je sekta Turšičeva, skupina pravih plemenskih ljudi, isto mislečih, tisti, ki smo ugotovili, da če nimaš sogovornika v lastnem kraju, se posedeš v avto, pa prideš v cerknico, kjer jih srečaš vsaj 40 na kupu, a ne? Pa še kar nekaj več nas je v krogu, ki se, bom rekel, vsak dan širi in veča, predvsem zaradi tega, ker se kdor mene sreča, pa mojo filozofijo, pa moje predavanja se ali 100% strinja, ali bi me pa utopil v žlici vode. Samo te dve opcije so. Ni nekdo, da bi rekel, joj, Turšič, na pol se strinjam, pol pa ne. Tega jaz ne zaznam in je precej logično, zato ker mi, ki imamo moralni kompas in povezavo z esenco, mi isto mislimo, kaj pa drugega. Kdor pa te povezave nima, pa seveda želi sistem ščititi, zelo zaveden. Mind control, MK Ultra je bila procedura, ki je ljudi, to je bil procedura, no kaj se vem, kako se zdaj to točno reče, zavajanja človeških umov in mnogo ljudi je še vedno v tej manipulaciji, vendar s pomočjo neke Schumannove resonance, z nekimi sončnimi nevihtami, kolektivnim dvigom vibracije, jaz ne vem s čem, se nekje, bom rekel, ruši tudi tančica oziroma vpliv tega mind controllinga, ne? Zdaj, če je treba mind, torej kontrolirati preko televizije, a ne? Potlej je zdaj na televizijo že prišla informacija o škofih, kako so posiljevali, o tem, kako so zdaj 20,000 otrok iz bivše Juge je pogrešanih, a ne, iz zgodovine 70-80 leta. In nekako na televizijo prihajajo tudi že resnične stvari, tiste, ki so bile skrite. Super, kar se mene tiče, je to edin prav, ker smo čakali, kdaj pridejo resnične stvari v mainstream medije, bom rekel, te lažnive sodelavce sistema, ki so pomagali ljudi vrtiti. Evo, v ozadju se najdu superstitious, torej vraževerja, kadar stvari niso razumljive, pridejo pa vraževerja v igro in to je Stevie Wonder lepo povedal. Fajn bi bilo, če bi si tudi to besedilo prevedli, pa ga probali razumeti, a ne? Ampak ok, ne bomo šli zdaj v glasbo. Glasbo smo imeli tudi na pikniku, sicer nam je nekaj štrajkala, sem jaz bil neki slab DJ, nisem mogel poskrbeti za čisto vse, ampak najlepše mi je, da niti eden ni odšel v kontekstu, da je bedarija, to pa je brez veze, ampak celo drugače, ljudje so odhajali z piknika, presenečeni, ganjeni, hvaležni,
veseli, da še obstajajo ljudje, ki razmišljajo podobno. Ne? Enako pravzaprav ljudje, ki jih v svojem okolju ne najdejo sogovornika zase, ne, in logično je, ker dobro smo bili razdeljeni, da so oni vladali, ne, deli in vladaj. No, pa če smo že glih pri pregovoru deli in vladaj, je drug pregovor, kdor molči, se strinja. Evo, pa naj molčijo naprej, ampak to pomeni, da se s sistemom strinjajo. Zame je molk tudi ignoranca, a ne? Ko nekomu rečeš, stari otroke so žarljane, in on, ja, tu mene ne zanima, stari, ti si del tega, fuck off, sorry. To ne more biti prav, ker bi to moglo ganti vsakega normalnega človeka. Kaj ne? No ja, ampak okej. Zdaj za našimi hrbti se menijo svašta. Pa ne sam zdaj, so se od nekdaj, in za našimi hrbti so sproducirali neskončno gmoto laži, in ta laž je šla kot požar gozdni, ne? No, problem, ta se je razširila takoj med pripadniki, ki podpirajo sistem, ki se obnašajo narcisoidno. Sorry, tako stvari zaznavamo in take pač so. Medtem, ko se recimo laž, ki so jo sproducirali, torej bolnice so bile polne, nevarno je bilo, pokalo je po šivih, mi smo plesali kot medicinske sestre in doktorje, ne. To je bila laž. Ampak ta laž se je ustavila nemudoma in nihče o tem več ne govori, kako so bile bolnice polne, bo to kar zatavšajo. Resnica se kar zaletava v te, ki podpirajo laž, torej iluzijo, torej so kontrolirani z sistemom MK Ultra in so sodelavci sistema in plačani. Ok, zastopimo. No in kaj so ljudje o nas govorili, zato da bi nas oblatili, je v bistvu na nas precej vplivalo. V zgodovini sploh, zdaj pa ne prav dost, ker kaj se govorijo, kaj se laži in govoric sproducira za našimi hrbti, je tako, če bi jih poslušal, pa bi se na njih oziral, a ne, potem bi bil zelo zaskrbljen in zelo depresiven. In valjda, te laži se govorijo za hrbtom, ker so ljudje, ki govorijo o meni za hrbtom za mano. To je prva stvar. Druga stvar je, da se tudi volk kot bojevnik, kot prispodoba samotarja in, bom rekel, zelo družabnega bitja, ne ozira na to, kaj cucki za njim lajajo. On gre svojo špuro in tle vas probam spodbuditi, spet drugi ljudje probajo spodbuditi mene, da moramo biti močni, da moramo misliti svojo glavo, da moramo upoštevati notranji kompas, da moramo raziskovati po sebi, da se upamo iti pogledati v to zajčjo luknjo, iluzije, prevare, matrice, ki nas je gonila kot zajce majhne, da se upamo postaviti za sebe in ustrajati na svoji poti. Ne, vse smo utrujeni, vsi smo utrujeni, nič bat, nisem jaz zdaj, ne, vse v redu, ampak vsi si želimo, da se to konča, ker je too much, ker je prihaja preko meja in bo. Nič bat, vsak dan več ljudi se prebudi, to jaz opažam, pa nisem edini in prav je tako. Ne? In dajte nekako imeti to v glavi, da si že precej nevaren druščini oziroma družbi kot taki, kadar te malo zaboli, kaj si drugi mislijo o tebi. Zaradi tega, ker zaupaš sebi, esenci in planu belih, angelov, belih klobukov, univerzalnemu planu. Ne želim biti pretirano zdaj angelski pa to, a kljub temu, da angeli živijo, vse to, I believe in angels so pel ABBA. In ja, vse to je tle, sam zdaj, če ne verjameš, pol ni, ne. Pa tudi kako dokazati, da so, je mnogo dokazov zdaj, tudi sami lahko razštudirate sinhronitete med številkami ure, neke številke, ki se pojavijo, oblaki, določena glasba preleti, zaradi tega sem dal v ozadje, da muzika je
naj jo izberajo angeli ali pa tehnologija, meni je vseeno, ampak jaz precej dam na to, kaj meni pride od glasbe. Okay? Noč pa zdravo zagotovo, vse to morajo moji možgani ali pa moj sprocesirati. No, in če smo že v temu, da smo v masovnem prebujanju, imam tlele eno sporočilo galaktikov, ki pravi, da je človeštvo na robu množičnega vzpona. Prišel je čas, da se dvignemo in pripravljeni smo, da nadaljujemo svojo evolucijsko potjo. Proces množičnega vnebovzetja je zelo energičen in duhoven dogodek, ki se bo zgodil zelo kmalu. No, ta proces bo med številnimi ljudmi spremljalo veliko zmede, strahu in negotovosti, zato je pomembno, da se duhovno in duševno pripravimo na ta dogodek tako, da se naučimo več o procesu vnebovzetja, kako deluje in kaj pomeni za nas kot posameznika in kot celotno človeško vrsto. Ne? In mi se pripravljamo, družba, mi se že en lep čas pripravljamo na to, da nas ne sme biti strah. Strah je tisto, kar so nam umetno vcepljali. Strah je bil ultimativno orožje v prevladi, kjer smo počeli stvari iz strahu, misleč, da jih moramo, da ne bo kaj narobe, ampak v bistvu smo delali narobe predvsem sami sebi, svoji notranjosti, svojemu notranjemu vzgibu, kaj je prav, tako kot misliš noter, kar je narobe, čeprav to dela množica. Pa tu spet ni nič novega, sej pa to že vse vemo. Masovno prebujanje je v teku, torej že po televiziji stvari prihajajo, to je ta del. Gmota prikritih laži, ja, to sem vam že razložil. Zdaj v zvezku gledam, kaj sem si zapisal. Slavnostna seja državnega zbora, ki je bila 26. To je bila nedelja. Pa daj vam povem še eno stvar, ne. 23., 24. in 25. je bil piknik, 25. je bil dan državnosti, oprosti, 23., 24., 25., 6. Ne? Torej 2 plus 3 je 6, 6 plus 6 je 12. 23., 24., 6. 2 plus 4 je 6, 6 plus 6 je 12, spet. No in tretji nedeljski dan je dan državnosti, kjer je pleme še vedno piknikovalo oziroma nekako se ugašalo. Se je piknik počasi pripravljal v pospravljanje. Nekako zanimiv datum, pa ni bil glih slučajen, sem ga... Nič ni slučajno, tako je bil frej termin in mi je bil všeč datumsko, nemudoma. No toliko, da še v številkah malo, pa zdaj pa smo spet pri angelih, ne. Oni že vejo, kaj delajo. In ja, no, na tej slavnostni seji za dan državnosti, pa tokrat premierja vlade ni bilo. Zdaj, zakaj ne? Jaz ne bi hotel ugibati, ali zaradi tega, ker je odmaknen, ali zaradi tega, ker je užaljen, ali vsekakor pa to ni v navadi. Tam bom rekel, satanizem je strašno rad imel razne ceremonije, komemoracije, prikazovanja samega sebe na nekih pomembnih dogodkih. To je bila zelo pomembna stvar. To je tisto, ki smo se mi poscali malo na te jebene državne neke proslave. Ne? Ampak ti ljudje brezdušni pa so tam le se mogli pokazati, ker je pa to pomenilo kar nekaj temu ugledu, ki so ga nosili in moči, s katero so se okitili, saj pa so moč dobili od ljudi, ki so na volitvah rekli, ja, gospod Golob, gospod my ass. Ok, nekateri ljudje si v tem času vojne, zame je brezpogojno, da smo že 7. leto v vojni, duhovni, informacijski, antisatanistični, osvoboditev planeta od satanizma, od narcizma in nacizma, bom rekel, osvoboditev uma iz,
kako se temu reče, iz suženjstva, seveda večji del mora vsak narediti sam pri sebi. Skratka, med to vojno si nekateri gladko vzamejo dopust, ne? Jaz sem vas večkrat opozoril na razne lažne glasnike, no in eden izmed takih lažnih glasnikov je rekel: dobro, dragi moji sledilci, ves čas govorimo ovo, ampak zdaj pa bom jaz za 2 meseca zginil na zaslužen dopust. Jaz tudi grem na dopust, mislim, jaz živim dopustno življenje, ampak nikakor si ne predstavljam, da bi na plaži ležal pa ne bi dal iz sebe misli, ki mi je uletela. Saj lahko čisto kratka, zakaj pa ne bi posnel 10 minut videa, pa saj to je nekje nuja, obveza v tem času. In tudi vas probam spodbujati, dajte od sebe ugotovitve, ki jih imate pri sebi, dajte jih na plano, dajte jih ven, dajte jih povedati, ne se skrivati v ozadju, ker ni potrebe. Škoda se skrivati, ker na ta način nekako imajo občutek ti negativci, da nas je čist malo. Dajmo jim pokazati, koliko nas je. Mnogo nas je. Jaz sem mislil, da nas je manj, pa mi je zdaj ta piknik dogodivščina kar dala povedati, da nas je kar nekaj. Ne vem, koliko imate sami izkušenj, ampak zbrati 10 ali pa 50, bom rekel, všečkov ali pa reakcij, ni tako majhen zalogaj. Jaz se pač trudim na ta način, ampak in to je zame tudi neke vrste feedback, ampak da je pa objava v pikniku dosegla, bom rekel, 300 lajkov, je pa meni en tak velika potrditev, a ne, pa da govorimo 300 lajkov v enem dnevu, zame je to ogromno, pa ne sam zame, še za koga. In to pomeni, da nas ni tako zelo malo, ki se strinjamo, da v srcu isto mislimo. Pred enim letom ne bi nabral 300 lajkov, a veste, bodite prepričani, da ne. In ker je stvar vsakega posameznika, da spremeni svet, bom rekel najprej svoj, lahko s svojim delovanjem, ki je, kaj je pravilno, tako se deluje, in tudi, da se oglasimo, tudi to je delovanje, je en tak, kako s svojim zgledom lahko spremeniš marsikaj. Zgodba o, kako že, morski zvezdi. Morje je naplavilo na plažo milijone morskih zvezdic in deklica jih pobera in jih meče nazaj v vodo, ne, in pride možakar in pravi: dej, punčka, kaj češ to zdaj početi, si vidiš, da ne moreš vseh zvezd metati v morje. No, in ta informacija to deklico kar sesula, ne, ampak kljub vsemu je pobrala zvezdo, jo parela, jo vrgla v morje in temu gospodu rekla: tejle zvezdici je tole spremenilo življenje. Drži? In možakar jo je pogledal in od takrat naprej sta skupaj metala zvezde noter v morje in to je videla plaža ljudi in vsi so začeli metati zvezde nazaj v morje in tako so preživele vse zvezde. Evo, tle smo. Če, mislim, tako bi mogli mi, veš, to je kolektivno, bom rekel, ripple efekt valovanja, ko se val širi, ampak moramo pa biti zgled in delovati prav, ne glede na to, kako deluje kompletna ostala množica, ki se obnaša ignorantsko. In v tem času, kjer se mi zdaj nahajamo, kjer ta zlobni svet ne more več prikrivati svoje zlobe, to so časi revelation, to sem zmeril v dilemi, v času razkritja laži, torej, da resnica prihaja na plano. V tem času dobri ljudje postajamo vse močnejši. To je dejstvo, ki ga čutim jaz, pa nisem edini, ker na 4. pikniku smo se srečali že 4. z nekaterimi in so bili prvič zelo presrani, 4. so pa taki borci že za znort, ne? In zelo me veseli, da se opogumljamo skupaj in vsak posebej. No in v tem času, ko se stvari razkrivajo, dobri ljudje postajamo močnejši, slabiči pa postajajo čedalje bolj zlobni. Tudi to že vidimo, kjer tisti, ki so še nekako probali nekaj kričati, so počasi utihnili in zdaj svoje laži kar malo tiščijo dol, ne upajo se več pretirano biti brihtni. Tako da vse se dogaja tako, kot se mora in vse je okej, namenjen je čas čiščenju na eni strani z vojsko in na drugi strani, da se mi sami skreiramo, sami sebe in odmaknemo
ta negativizem iz okolice, da ne padamo na provokacije, na čustvene podrkancije, da zaznamo delovanje ljudi, ki vozijo v življenju v napačno smer in uporabljajo mirroring, torej zrcaljenje, ampak to smo nekaj že obdelovali, pa zihar bomo še kaj kdaj drugič, ker pa je mimo že 24 minut, vam pa bom jaz dal to, kar sem vam pripravil od slideshova, torej te moje pripravljene vsebine, ki jih bomo skupaj prevedli, kar precej sem jih najdel. Ljudje, ki so prešli težke stvari v življenju, nikomur ne želijo zla, ker vejo, kaj je muka, kaj je težko. In res je, dobri ljudje, nobenemu ne želimo nič slabega in tudi iz tega moj večni podpis vsem vse dobro, vsem resnično želim vsem, vendar nekaterim se pač ne da, nekateri ne želijo in nikaj, ne da se na silo zbuditi ljudi, je pa fajn, da informacije curljajo ven in da pomagamo še osvetliti te svinarije v smislu LGBT in pedofilije in svašta stvari, ki so bile negravžne. Kadar pročitate ali slišite bilo kje na medijih, da se predvidevajo ali pričakujejo nove pandemije, to ni predvidevanje ali pričakovanje, temveč planiranje. Torej, tisto, kar grozijo, da nam prihaja jeseni, to imajo oni v planu. Vendar plane so imeli tudi lansko poletje, pa se niso zgodili. Tako da ne bo šlo, plani ne delajo in to zdaj mnogi izmed nas že vemo. Ne? Tole je v Belorusiji v nekem cajtangu epoha, piše, da Belorusija pripravlja kemično kastracijo za pedofile, ne? Pri nas pa LGBT zastavo obesijo in tudi pedofilija je pač sem spolna usmerjenost, ker pač imajo nekateri radi pač mlado meso, 3, 4, 5 let, ne? Kastrirati, ne pa zastavo in obešati, ne, mislim, da ga srati, to je bolano do amena. Ampak okej, tudi to spoznavamo in to je čas, da se stvari množično razjasnijo, da pride resnica na plano, to je vse. Luksus in laži oboje zahteva velike stroške vzdrževanja. Okay? Resnica in preprostost sta samo oskrbni brez kakršnih koli stroškov. Okay? To je, mislim, da Krishnamurti rekel. Zdaj, če ste ga kaj brali, nor človek, naš, globok. Jaz sem ga preštudiral, torej Krishnamurti je indijski neki, ne guru, on je bil sam človek, pa je odpiral ljudem stvari, bom rekel, že kar s precej težkim jezikom. Jaz sem ga kar težko obravnaval, pa mislim, da ga bom v kratkem še enkrat, ker ima globoke stvari za povedati. Ok, in to je prav povedal. Da se bo pojavilo pleme, ne? To je pa indijski pregovor, kadar bo, kaj pa zdaj ta beseda, ravaged, kadar bo zemlja v propadanju, dajmo tako reči, in živali bodo začele umirati, novo pleme ljudi bo prišlo na zemljo iz mnogih barv, razredov in religij in njihove akcije in dejanja bodo zemljo naredile ponovno zeleno. In znani bodo kot bojevniki Mavrice. Mavrična paleta, mi smo mavrična bitja, imamo vse barve v sebi, barve svetlobe, drži, in to Mavrico so zdaj probali obrniti na glavo in jo vzeti in jo pripisati najbolj zmaličenim umom, torej LGBT skupnost niso mavrični bojevniki, to so mavrični, kaj jim piha izritk, mogoče Mavrica, ne bom zloben, ker nočem biti, ampak dajmo si probati predstavljati to mavrično zastavo na
vladni palači, da je naša, pa čeprav ni, ne. Bojevniki svetlobe smo mi vsi, ki se držimo svojega notranjega kompasa in mi smo tisti, ki smo lahko zgled vsakemu in smo zgled, nekako smo si tudi na piknikih dokazali, da isto mislimo in da se za iste stvari zavzemamo, za tisto, kar je prav, za tisto, kar je simpel, ne? Da to ne rabi nobenih stroškov, ne? Samo oskrbna je resnica. Tudi hočem reči, nekako, kadar so ljudje za, je tudi piknik enostavno organizirati. Ni to noben bav, ni to meni nič težko, celo kontra z največjim veseljem. Čist zaradi tega, ker vem, da vsak nekaj doprinese. Nekaj hranice, nekaj pijačice, nekaj rokico poda pri rezanju in je stvar zelo hitro urejena. Nekdo pri pospravljanju, nekdo pri peki, nekdo pri pasulju, vsak mal in je tako je super simpel, ne rabiš posebnega kuharja za te stvari. Ne? Tako da pleme, bojevniki, mavrični bojevniki smo že tukaj, to je tisto pleme, ki se zbuja in to je tisto pleme, v katerem govorim, da imamo plemenski in duh in ga moramo pelati naprej. Kar množica sovraži v nas, to je tista množica, ki o nas širi laži in negativo, a ne? Kar oni sovražijo v nas, to je tisto, kar manjka v njih. Oni sovražijo, da imamo mi ljubezen, pa dušo, pa moč, pa pogum, pa mir. Oni tega nimajo, zato pa bi želeli, da tudi mi nimamo, ne? Če jaz nimam, ne še sosedu krava crkne, ne? Če bi Fovšija gorela, bi Slovenija bila v ognju, ne? Pa ne sem Slovenija, cel svet. Skratka, res smo v norih časih, tole mogoče že več ali manj poznate, ampak kljub vsemu 3 leta se borimo, jaz zadnje leto pa pol z video vsebinami in tako, ampak nismo bili nori, za kar so nas smeli, nismo si izmišljevali stvari, nismo bili sebični, nismo ubijali ljudi, nismo škodovali drugim, nismo lagali, nismo bili malo neumni, nismo ignorirali prave znanosti, bili smo ponižni, odpuščeni iz dela, izločeni iz družbe, diskriminirali so nas, posmehovali so se nam, krivili so nas, razmišljali pa smo kritično. In do danes smo imeli prav in imamo prav tudi danes. Še vedno, še bolj zagotovo imamo notranji stav, da imamo prav, a ne? In prav je tako. In drži ritem. Uhvati ritem, pa drži ritem. In nov začetek, ki nas čaka, ni nov začetek na neki novi lokaciji, ampak je začetek drugačne miselnosti. Tako, torej, svež začetek gre za začetek drugačne miselnosti. Ja? Čem dati YouTube-ev ne bom dal, ker niso v redu, bom jih kar preskočil glasbo. Dal pa bom Believe od Lenny Kravica. To pa ja, čeprav znam to YouTube malo blokirati. Tudi Putin, ne bom vam vsega bral, če želite, dajte sami, ampak Putin je izjavil, da svetu vladajo reptili in svetovna elita ni sestavljena iz ljudi, sestavljena je iz hladnokrvnih hibridov. Po navedbah nekaterih virov je ruski predsednik podal naravnost šokantno razodetje in trdi, da 95% svetovnih vladajočih razredov niso ljudje, ampak hladnokrvni, sestavljeni iz sesalcev. Trdi, da svetovna politična pripada plezilcem, elita. Tako, pa ni on edini, pred tem je to že Trump povedal in sej to nam počasi postaja jasno. Polahko in počasi in zagotovo ostaneš brez svobode, ker pod siljenjem in lansiranjem strahu delaš tisto, kar misliš, da moraš. To smo nekje živeli v preteklosti s tem, zdaj pa se prebujamo, ampak si to svobodo notranjo, osebno in kolektivno počasi jemljemo nazaj, dan za dnem jo imamo več, garantiram. Če se nekdo v vašem življenju na poslu ali doma, na ulici ponaša grdo, vas kritizira in vas ponižuje, tretira kot manj vredno osebo, si zapomnite eno stvar. On je tisti, ki ima problem, ne pa vi, ker srečni, dobri in zadovoljni ljudje ne hodijo naokrog po svetu in probajo pokvariti
življenja drugih. Ja, no, evo, zdaj je stvar čist simpel. Narcis je narcis, empat je empat, pa pika. Druge ni. In še ena stvar, ki je zelo pomembna, dostakrat slišimo, ja, noben nas ne bo rešil, kaj misliš, da te bo Putin pa Trump rešil, ali kaj je Turšič, kaj je te, ne? Ne, ljudje ne rabimo biti rešeni ali ja, reševani. Ljudje potrebujemo znanje o lastni moči in kako jo dosegati. Mi imamo v sebi vse in vse, kar je, se samo učimo iz dneva v dan, vsi skupaj z mano vred, kako dosegati in dostopati do lastne moči. In ja, sej zadaj tudi Trump in Putin in vojske pucajo, ponovno ponavljam. Nič ni drugače in ne bom odstopil od tega, ker vojska se premika, to smo že kdaj govorili, ne nasedajte tistim, ki probajo to negirati. Prisiljeni smo bili študirati narcizem, v to so nas prisilili narcisi in zdaj veliko užitkov z mojo izobraženo ritjo. Ne, saj smo naredili samo faksiranje, samo izobraženi smo, ja, mogli smo se, sicer je nevarno za preživeti, ne? Tako da moramo razumeti, da ne sam narcizem, še marsikaj je treba študirati, čeprav za moje pojme je narcizem najbolj pomembna izobrazba, ki jo potrebujemo, ker zame je narcizem virus številka 1, ki je razpreden čist na vsak kot sveta in kdor pravi, da nima stikov z narcizmom, nima stika z narcizmom, verjetno sam spada v to kategorijo, a ne? When tell you something, da je bili tako, kadar ti, zdaj to je za te ovce še fejst zaspane, ne, ampak kadar ti nekdo pove, da when you tell someone something, kadar ti poveš nekomu nekaj, kar je verjel mnoga leta, da je to, kar je verjel, laž, in instantna reakcija je jeza. In to nate, ker si mu povedal. Torej, imamo dobro novico. Vsem ovcam bo povedano cela gmota stvari, za katere so mislili, da so resnične, ampak so bile laž, prevara. Mentalno se moramo pripraviti na to, kar prihaja in prihaja. Vsi mi smo bili, nam je bilo lagano desetletja, če ne stoletja. Ja, vsem nam. In zdaj reši se, kdor se more. Jaz sem tako, da bi vložil betino, kakor vsak na tem svetu. Ampak zdaj eni smo to začeli prepoznavati zgodaj in se šli do tega, da smo ugotovili, da je bilo čisto vse zlagano, nekateri pa še vedno vztrajajo pri tem, da je vse lepo in prav. Seveda, ker sodelujejo s sistemom in če to vojna nekaj traja, je njihova izjava. Ne? Če to kriza nekaj traja. No in razočaranje je neizbežna posledica pričakovanj in želja. Pogovarjali smo se o željah in magnetizmu, treba se je prepustiti temu, kaj imamo radi, kaj je za nas hobi, kaj so za nas strasti in kaj res radi počnemo. Vse že vemo. Mnogo ljudi ali pa vse več ljudi ali pa preveč ljudi želi biti ljubljenih in sprejetih, razen čarovnice. Čarovnice pa se ne obračajo na to, don't give a shit. In tudi mavrični bojevniki, nas nič dosti ne briga, ali smo ljubljeni ali sprejeti, živimo svoj život, iteramo svojo miselnost in jo ni budale, ki me obrne v to budalaštinsko zgodbo sveta mind controllinga, torej kontrole uma. Takole, spiritualno prebojenje, duhovno prebojenje zgleda nekako tako, kot ti razlaga, pej tu šiht, ovo, ti pa si toliko fertik, da rečeš, nič ni več res, ker si zatopljen v raziskovanje. Jaz sem precej podoben primer, v službi nisem več zdržal pritiska, ker se niso stvari sklapale z mano, ampak ko sem že med službo, pa tudi kasneje, sem se pa zakopal v raziskovanje in to, kar pač podajam naprej, so moje lastne ugotovitve in bom rekel interpretacije tega, kaj sem dognal. Ne bom se nikoli spuščal v detajle, kaj in kako
koliko otrok, kdaj, kje, koliko satanizma, kdo, kaj, čisto detaljno, ne, ampak globalno je pa, ali pa generalno je pa jasno, kaj in kako vidim svet, no, pa želim sem to predati naprej. In tudi tle je tale, kaj je to, Ljubivoje Ršumovič je rekel, da pismeni ljudje beremo, nepismen človek pa posluša. Pismen razmišlja svojo glavo, nepismen pa razmišlja z glavo drugih. In če ne mislimo sami, nam svojo glavo, nam v to našo glavo utupijo napačne stvari. Tako da dajte čuvati, kaj imate v svoji glavi, ne dopuščajte, da vas kdorkoli povleče dol, to smo že vse obdelali. Želim, da se zavedate, da ste ljubljeni vsi in da je vse ok, vse poteka po planu. Nič se ne bo zgodilo, kot so si zamislili, ustrahujejo pa kar nej, a ne? Sam nas se strah ne prime več, ta lim ne dela več. Družbica, imejte se pa čudovito, ljubljeni vsi, ajde, čau, čau.